Tudi v časih pred prazniki, ko številni ljudje kupujejo darila, se je treba zavedati, da so med nami ljudje, ki si zaradi pomanjkanja dostojnih praznikov ne bodo mogli privoščiti. Kaj pa mogoče darujete tudi kaj za tiste, recimo, ki nimajo, ne, da bi jim pričarali lepši december, mogoče ta humanitarne namene? Pa že darujem v to za pitno vodo, mislim, ne, pa posebej kaj ne, ekstra. Vedno darujem, kdaj imam pa koliko imam. Imam pa doma invalida, pa tudi tako hudo. Dam za otroke, če bodo kaj zbirali za Karitas, za Rdeči križ ne dam nič, ker so Jeleniča, ki je bil obsojen, so ga kar enostavno pustili, pa še mu 100 000 ali koliko dali nagrade, tako da tu darovanja ni za take. Karitas bolj pravite, oni bojo tudi imeli za eno akcijo za otroke. Za Karitas tam v voziček že denem kaj, kako šunko ali pa kaj takega. Smo dali temu, kako se reče, ta obroč, beli obroč, ne, to tudi damo. Drugače pa tudi, veste, kak penzije so tudi male, imamo vnuke, pa imamo sinove, pa imamo snahe, treba tudi njim nekaj dati, ne, za praznike. Tako da, če pa je kaj, potem pa rada volje dam, ne. Pri Mariborskem Rdečem križu bodo še v tem tednu med socialno ogrožene otroke razdelili 200 paketov. Da pripravljajo veliko tako zvanih sladkih paketov za vse te praznike, ki jih bo dejansko preko 6000, jih bomo dodatno razdelili ob tistem, kar je za zagotavljanje teh navad prehranjevanja socialno ogroženih ljudi na našem območju. Stiska je v letošnjem letu izredno huda, saj so pri Rdečem križu samo v letošnjem letu razdelili preko 600 ton hrane. Ne znam si osebno predstavljati, kaj bi se zgodilo, če teh razdeljene pomoči številni ljudje ne bi dobili. Prejemnikov je preko 36 000. Podobno opažajo tudi pri nadškofijski Karitas, kjer je letos za pomoč zaprosilo 25% več ljudi. Je pa tudi res, da smo več kot 50% hrane razdelili ljudem v stiski. Tu se tudi kaže res veliko, da je stiska vedno večja. Tako so ponovno pripravili akcijo Več luči, več upanja, s katero bodo zbirali sredstva za plačilo šolskih kosil in šole v naravi. Lani je bila zelo uspešna akcija, saj smo zbrali čez 73 000 evrov s pomočjo medijev, ki so nas podprli. Te dni boste lahko darovali tudi pred nakupovalnimi centri, kjer boste lahko podarili kupljene izdelke. Lani je nadškofijski Karitas uspelo zbrati čez 7000 izdelkov.